Radio Robin poslušate, dober dan, vošči Martina Arčon. Če bi morala nasloviti današnjo oddajo, potem bi rekla 20 let znanja z jasnim pogledom naprej. To so besede, ki odmevajo na Fakulteti za uporabne družbene študije, ki prav letos obeležuje 20. jubilej. Slovesnost bo kmalu, ampak seveda še prej se bomo lotili v naši današnji oddaji začetkov skupaj z Andrejo Slejko-Rojc, vodjo kariernega centra na omenjeni fakulteti. Že od začetka ste vpeti v fakulteto, delo, njen razvoj, konec koncev. Najprej dober dan želim. Ja, lepo pozdravljeni. Kako se spominjate teh začetkov? Ja, začetki so bili v bistvu zelo pogumni. Če se obrnemo nazaj, se je fakulteta ustanovila v Novi Gorici in v bistvu smo najeli 2 pisarni na Kidričevi in prva predavanja, takrat samo 2 študijskih programov, so potekala v dijaškem domu Nova Gorica. Ampak bili smo res zagnana ekipa, mladi, tudi sama sem v bistvu začela tam delati kot študentka. Spomnim se trenutka, da sem bila na klubu Griških študentov takrat delala in videla oglas, da se ustanavlja nova fakulteta, in kot študentka andragogike se mi je to seveda zelo velik izziv, da lahko sodelujem pri nečem tako zelo pomembnem. No. Tako da potem sem šla na razgovor in smo začeli. Ampak danes ste, kot pravite, zaposleni z najdaljšim stažem na FUČ-u. Dejansko ja, imam najdaljši staž v strokovnih službah, res je, ja. Pa nisem tako stara. Velikokrat izpostavljate, da ste 20 let v tem prostoru, pa še vedno se dobi kdo, ki vpraša, o sedežu fakultete, kako delujete, kje se nahajate. Se pravi, ta osebna izkaznica ja, v bistvu še vedno ni tako jasna in glasna. Ja, v bistvu to me zelo preseneča, no? Tako da bi tudi danes to izpostavila. Ne? Sedež fakultete je v Novi Gorici in to sicer na Gregorčičevi 19. Res pa je, da imamo pa tudi dislocirano enoto v Ljubljani in tam bistveno več prostorov in bistveno več študentov. Ampak sedež in jedro fakultete pa ostaja tukaj v Novi Gorici. Kaj je, Andreja, po vašem mnenju najbolj zaznamovalo razvoj fakultete skozi teh 20 let? Ja, zanimivo vprašanje. Jaz vedno povem enako, da v bistvu zaznamovalo je to, da smo znali prisluhniti študentom, diplomantom in predvsem okolju in spremembam, v katerih smo, in zelo hitro smo se znali odzivati na spremembe. To je v bistvu ključno. Drugo je zagotovo to, da res ponujamo neke dobre programe, uporabne, ki odgovarjajo na potrebe na trgu dela. In kot tretje bom vedno rekla enako, dobra ekipa, zagnani ljudje, motivirani. To je v bistvu to, kar lahko vse ostalo nekako vzdrži in pelje naprej. Pravzaprav to učite tudi študente, ne? Kako pomembno je timsko delo, kako pomembno je biti človek v prvi vrsti, ta čustvena inteligenca. Veliko programov izpostavlja tudi te pomembne, bom rekla, temelje razvoja. V bistvu programi so različni, mogoče bomo kasneje o tem govorili, ampak ja, to pa mora biti temelj. Sploh pa sedaj v neki dobi digitalizacije mora biti to v ospredju. No. Rekli ste, sedež v Novi Gorici, pa kako je skozi vsa ta leta fakulteta povezana z lokalnim okoljem? Je povezana, konec koncev so bili tukaj naši začetki in še vedno izvajamo v Novi Gorici 2 programa, in sicer socialni menedžment in medkulturni menedžment. In to sta 2 programa, ki sta dejansko brezplačna, imata koncesijo. Povezujemo se z učnimi bazami. Tudi sama sem koordinatorka za prakso in lahko povem, da imamo preko 70 sporazumov z organizacijami, ki lahko naši študenti opravljajo prakso. Povezujemo se tudi z različnimi delodajalci. Kot vodje kariernega centra mi je zagotovo največja nagrada to za moje delo, da me že delodajalci pokličejo in povprašajo: Andreja, imaš kakšnega študenta, diplomanta, da lahko pride k meni delati. Ne? Tako da tukaj želimo biti čim bolj vpeti in tudi v bistvu cilji za naprej so v bistvu še večja vpetost v lokalno okolje. Glede na to, da je, bom rekla, dobro sprejet program novinarstva, mogoče boste v bodoče sodelovali kaj več tudi z Radiem Robin? Absolutno, ravno prej, ko smo se pripravljali, sem imela točno to v bistvu v mislih in imamo čudovite študente, ki tudi meni v bistvu na fakulteti dostikrat priskočijo na pomoč in si jih predstavljam tukaj, zagotovo po vašem studiju. Super, hvala lepa. Seveda nadaljujemo, če strnemo teh 20 let v številke,
Kaj sledi o tem, poslušalke in poslušalci, slišite več v nadaljevanju pogovora. Radio Robin je to Andreja Slejko-Rojc iz Fuča, naša sogovornica danes, 20 let Fakultete za uporabne družbene študije, kot smo rekli, 20 let znanja z jasnim pogledom naprej. Katere številke so, bom rekla, na katere ste, tako bom rekla, najbolj ponosni, če postreževa, kaj vse se je zvrstilo in zgodilo v teh 20 letih? Ja, ogromno stvari se je res zgodilo. Mogoče kaj bi najbolj izpostavila? Ja, število študentov, zagotovo, preko 1300 študentov na 2 lokacijah, se pravi Nova Gorica, Ljubljana. Študentje prihajajo kar iz 26 različnih držav, se pravi tukaj v ozadju ogromno neke fleksibilnosti, prilagajanja tudi temu procesu. Trenutno nas je zaposlenih kar 43, imamo pa kar 95 tudi zunanjih sodelavcev. In vedno se pa radi pohvalimo, da imamo trenutno kar 6 domačih projektov, če gremo tudi malo na to raziskovalno področje, in kar 14 mednarodnih projektov. To so kar take velike številke, ampak vseeno bi tukaj rekla, da ta statistika niti ni tako zelo pomembna. No. Za vsemi temi številkami so seveda študentje, so naši zaposleni, predavatelji, raziskovalci. Se število študentov tudi za voljo večjega števila programov povečuje skozi vsa ta leta? Zagotovo. Zagotovo in upam si pa trditi, da se povečuje število prav zaradi te neke fleksibilnosti in zaradi tega, kako se znamo odzivati na okolje. Ne? In da se tudi zavedamo, da so naši študentje tako tisti direktno iz srednje šole, kot tudi neki netradicionalni študentje, tisti, ki imajo službo, družino, ne? In jim tudi ponujamo neke ugodnosti. Temu smo mi sicer poimenovali Study Plus Support paket, ampak to pomeni, da lahko tudi večino predavanj in vaj spremljaš tudi nadaljavo preko Zooma in si lahko tudi posnetke pogleda za nazaj. Se pravi, pridemo na dom skoraj vsakega študenta in zaradi tega tam tudi raste število tudi tujih študentov. Se pravi, hibridni način dela, Točno ki se je pokazal kot zelo dobra poteza. Tako, razvili smo ga v času covida, v bistvu čez noč. To je tisto, kar bi se dokazuje. Ste se prilagodili trenutni situaciji, ne, kar je potem bilo pa iz tega v bistvu ključno. ugotovili, da je to nekaj dobrega in to razvijali naprej. No. In je s tem res v bistvu prilagojen študij in dostopen marsikomu. Da ni več izgovora. No, tako. Poglejte, omenjate programe na vseh 3 stopnjah, kot razumem, kateri so najbolje sprejeti? Pa če sploh poveva, kateri so? Ja, ponujamo kar 11 študijskih programov, se pravi, začeli smo z 2, v vseh teh letih prišli do 11 študijskih programov. Na dodiplomskem programu ponujamo medije in novinarstvo, psihosocialno pomoč ter 2 programa socialnega menedžmenta. Potem na magistrski stopnji imamo psihosocialno svetovanje, medkulturni menedžment ter strateško komuniciranje in medij in novinarstvo, se pravi medij in novinarstvo tako na 1. stopnji kot na 2. stopnji. Potem sta tukaj 2 doktorska programa, sociologija in psihosocialne študije ter strateško komuniciranje in menedžment. Ta 11. je pa psihoterapevtska propedeutika, ki pa je enoletni program kot nek del izpopolnjevanja. Tako. Kje je največ zanimanja? Ja, največ zanimanja. Ravno zjutraj mi je sodelavka poslala podatke. Trenutno vsi programi se lepo polnijo, kar je v bistvu zelo v redu. Največ zanimanja pa je absolutno še vedno na psihosocialni pomoči, psihosocialno svetovanje, pa tudi medij in novinarstvo. Zelo visoko. Tako. Psihosocialna pomoč morda tudi zato, ker je povpraševanja po teh zaposlitvah, oziroma na žalost je teh težav z, bom rekla, takšnimi in drugačnimi problemi vedno več? Absolutno. To se je s temi leti v bistvu to pokazalo. Programa sta dobra. Tudi naši študenti, ko zaključijo, lahko opravljajo izpiti socialnega varstva. Se pravi, so tudi zaposljivi zelo široko. In dejansko, ja, to naša družba rabi. Naši diplomanti so za to usposobljeni. Imajo tudi lastne psihosocialne svetovalnice. Tako da tukaj je trend zagotovo navzgor. Eno je ta redni študij, drugo so pa obštudijske aktivnosti, dnevi Fuča, pa razne strokovne konference, ko opozarjate na svoje poslanstvo. Ne? To je pomembna veja. Seveda, to v okviru tudi kariernega centra, no, je teh dogodkov ogromno. V bistvu vsa področja, ki jih imamo, imajo tudi svoj dogodek. Tukaj omenim psihodneve, medija dan,
dan menedžerjev, prvič smo imeli tudi nekakšno strokovno konferenco za učitelje, pa tudi različne druge mednarodne konference. V bistvu tega imamo res zelo, zelo veliko, ampak to je pomembno, da lahko širši javnosti tudi povemo, kaj delamo, s čim se ukvarjamo. In morda še koga prepričate, ne? Da stopi skupaj z vami na pot znanja. Andreja, nadaljujeva, še nekaj minut nama je ostalo, ampak še prej tudi nekaj minut za glasbo. Radio Robin poslušate, Fuč in 20 let. Andreja Slejko Rojc je v moji družbi, vodja kariernega centra na omenjeni fakulteti. Kam vodi diploma Fuč? Prejle sva že govorili, programov je res veliko, ob študijskih dejavnosti prav tako. Kje danes srečamo vaše diplomante? Ja, vse posod, teh je trenutno preko 1200 že. Zaposlujejo se pa kot sem že prej omenila, na področju socialnega varstva, v medijih, v gospodarstvu, javna uprava in različne v bistvu organizacije, ki se ukvarjajo za pomoč ljudem v stiski. Če bi morali reči, odkot je največ študentov, se bi težko opredelili verjetno, ne? Osrednji del Slovenije morda še največ? Ja, največ je iz osrednjega dela Slovenije. Za moje mnenje premalo študentov z Goriške, tako da res si želim, da bi tudi tukaj dijaki pa vsi ostali prepoznali vrednost naše fakultete in vseh ugodnosti, ki jih prinaša študij pri nas, in pa tudi veliko, tudi kar nekaj je pa tudi iz tujine. Dnevno se tako rekoč srečujete študenti, kaj je tisto, kar vam vedno znova lepega povedo o Fuču? Nenazadnje ste rekli sva vpeti v delo in življenje Fuča že od začetka. Kaj v isti sapi lahko poveste, tudi vam osebno pomeni Fuč? Meni osebno v bistvu fakulteta pomeni več kot delo. Zakaj? Tukaj sem od začetka in je tudi meni to v bistvu veliko zadovoljstvo in še vedno v veliki izziv, da ostajam na fakulteti. Mislim, da res delam srcem in se to tudi prepozna pri mojem delu, pri mojem uspehu. Največ pa mi v bistvu pomeni to, da srečam študente na ulici, diplomante, da mi povejo, da so s pridobljeno izobrazbo dobili boljšo službo, si ustvarili boljše življenje in da so zadovoljni. To v bistvu je tisto, kar mi največ pomeni. Se pravi, lahko bi rekli, da je v prvi vrsti več zadovoljstva, več kompetenc, tudi več samozavesti, bom rekla, v ospredju pri vseh tistih, ki so se odločili še poglobiti svoja znanja na določenem programu? Zagotovo. Vedno rečem isto, tako da res verjamem tudi kot andragoginja. Konec koncev sem študirala o tem, kako je pomembno vseživljenjsko izobraževanje, da izobraževanje res izboljša kvaliteto življenja. To verjamem. To se mogoče tudi vidi. Jubilej boste proslavili, tako kot se spodobi, tokrat v vili Vipavže, kjer boste med drugim podelili tudi nagrade in seveda diplome. Tako, dejansko res že celo leto praznujemo. Vsi dogodki, ki smo jih imeli, imajo neko rdečo nit, prav to 20. obletnica. Prvi ta osrednji dogodek dejansko je že bil maja meseca v Ljubljani, ko smo imeli mednarodno konferenco prišli so govorniki dejansko iz 24 različnih držav. Sedaj pa sledi ta malo bolj tudi zabaven del. 12. junija bomo imeli podelitev diplomskih listin, podelitev nagrad za najboljša zaključna dela ter podelitev priznanj tudi za zaposlene. Malo vam je hudo, ker vas ne bo poleg, ne? Ja, res je. Glede na to, da Fuč nosite v srcu, kot vas razumem. Res je. Zelo zanimivo naključje, ampak na to žal ni bilo vpliva, nismo mogli spreminjati. 12. junija ima tudi moj najstarejši sin valeto. Tako da bom takrat... Ampak boste odeti v znanje, tako in drugače. Zagotovo. Tako da verjamem pa, da bojo moji sodelavci mi pošiljali pa slikice, pa posnetke in bom tudi na ta način povezana z njimi. Tako pa če v življenju. Andreja, govoriva o prehojeni poti Fuča, seveda ob tako pomembnem mejniku, kot je 20-letnica, se je potrebno vprašati tudi, kako naprej? Ja, kako naprej? Zagotovo bomo še naprej rastli. Zato, ker ekipa je dobra, ideje so dobre, tukaj sploh ni dvoma. Oblikujejo se že novi študijski programi. Eden bo zelo v kratkem tudi sprejet. To bo dodiplomski program, visokošolski, strokovni,
Ne smem še povedati imena, ampak vam zagotavljam, da bo res nekaj za mlade, zelo aktualnega. Ves čas pa razvijamo nekaj novega. No? Nekaj novega so tudi izobraževanja za mikrodokazila, to so neka manjša izobraževanja in ravno sedaj v juniju bomo imeli prvo to izobraževanje in sicer z naslovom Spletno nasilje v športu, ki ga bo pa vodil dr. Matej Tušak, tudi naš zunanji sodelavec. In še bi lahko naštevala. S temi temami se kar obračate in odzivate na problematiko, ki je v okolju pereča. To je en velik plus, ne? Ja, v bistvu v ozadju vsega tega so res neka velika kolesja, ki ves čas raziskujejo trg dela, delamo različne analize, vodimo nešteto evidenc, bi se lahko pohecala, no, da lahko se tako hitro v bistvu odzivamo res na aktualne potrebe na trgu dela. Ampak kot velikokrat izpostavite, vaš cilj ostaja isti kot prvi dan, to pa je? Naš cilj ostaja v bistvu ostati pristni in v bistvu res poskrbeti v prvi vrsti za študente. Se pravi, na nek način ustvarjati prostor, kjer ljudje lahko rastejo, kaj ne? Tako, točno to. Kaj bi zaželeli Fuču ob 20. rojstnem dnevu? Upam, da vas nisem preveč presenetila zdaj s tem vprašanjem. Kaj bi želela Fuču? Naj ostane v bistvu v skladu z nekimi vrednotami, ki smo si jih začrtali takrat, ko smo bili v bistvu v 2 najetih pisarnah na Kidričevi. Tako. Hvala lepa, Andreja Slejko-Rojc, ker ste se odzvali povabilu, bili naša gostja, vse najboljše Fuču, vsem zaposlenim in študentom. Pogumno in smelo naprej. Hvala. Hvala vam in tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, če ste zadnjih nekaj minut današnje oddaje preživeli v Robinovi družbi. Hvala za pozornost, lep dan še naprej voščim. Martina Arčon. Hvala.